Pretekla so stoletja, časi so se spremenili. Ostali so le spomini na Frančiška, našega očeta. V tem času jih živelo je veliko, mladi, stari v srcu so nosili, veselo vest so svetu oznanili, k Bogu vodili množico veliko. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. Pretekle so stoletja, časi so se spremenili. Ostali so le spomini na Frančiška, našega očeta. V tem času jih živelo je veliko, mladi, stari v srcu so nosili, veselo vest so svetu oznanili, k Bogu vodili množico veliko. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. Mir in dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov. Mir in dobro, vsemu svetu tudi danes oznanjajo. Mir in dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov. Mir in dobro, vsemu svetu tudi danes oznanjajo. Dragi prijatelji, povabim vas, da v svoje srce povabite Jezusa in Jezusa ponesete tudi v svet. Pan Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem v nadškofiji Ljubljana in lepo pozdravljam v naši domači oddaji Pot poti patra Tadeja Strehovca, Bogova živi, in vesel sem, da ste z nami in da bomo skupaj preživeli tole urico lepega druženja. Lep pozdrav, najlepša hvala za povabilo, tudi sam upam, da bo ta ura lepo in hitro minila. Morda bi se na začetku našim gledalcem oddaje Pot poti predstavili. Poglejte, kot lahko sami vidite, jaz sem frančiškan, sem duhovnik, približno pred 11 leti sem v novo mašo. Kasneje v življenju, po samem študiju, me je pot peljala v smer specializacije z področja moralne teologije in bioetike. Danes sem pravzaprav
del svojega časa porabim na Teološki fakulteti, kjer delujem, prav tako pa sem tudi dejaven v nekaterih komisijah znotraj katoliške cerkve, še zlasti znotraj tistih, ki se ukvarjajo oziroma posvečajo družbenemu nauku cerkve in pa družini. Te bomo še kaj več teko oddaje povedali. Ste tudi profesor, kaj predavate in kako ta predmet sprejemajo vaši študenti? Poglejte, sam predavam oziroma sam sem specializiral področje moralne teologije in pa bioetike. Osebno lahko rečem, da gre to za tisto področje teologije, ko je govora o tem, kako naj človek, ki je kristjan, hodi za Kristusom. Sami veste, danes živimo v dokaj delikatnem svetu, pogostokrat naše vrednote, naš pogled na svet, na to, kaj je dobro, kaj je slabo, nima neke podpore vedno v naši javnosti, v naši družbi. Zato seveda, ko je govora o etiki, o morali, o etičnih vprašanjih znotraj bioetike, znotraj zakonske, družinske, spolne etike, se seveda tukaj odpirajo številna vprašanja, ki jih sam odpiram, oziroma še pogosteje jih odpirajo sami študenti. Tako da pogostokrat so te razprave, mislim, zelo zanimive, pa tudi produktivne. Ljudje, namreč oziroma študenti, preko pogovorov, preko vprašanj dejansko odkrivajo ne samo to, katere so naše glavne vrednote, kot na primer vrednote življenja, odgovornosti, ljubezni, solidarnosti, ampak tudi dejansko lahko vidijo, da znotraj tega sveta imajo naše vrednote, oziroma te vrednote, ki jih zagovarja družbeni nauk cerkve, dejansko tisti pomen, ki omogoča nam kot kristjanom dolgoročno preživetje. Obenem pa pravzaprav se že danes kaže, da človek, ki živi po naših krščanskih vrednotah, dejansko je manj izpostavljen različnim oblikam tvega. Recimo sam primer, recimo take stvari, recimo zakonska zvestoba. Danes veste, obstajajo cele epidemije spolno prenosljivih bolezni, pogosto krat ljudje zato, ker imajo spolne odnose z napačno osebo, na napačnem kraju, v napačnem času, zaradi tega razpadajo zakonske zveze, razpadajo celo te družine in tako naprej. Tako da tukaj je treba poudariti, da je to zelo zanimiva tema in sam sem zelo vesel, da lahko mlajšemu rodu pokažem lepoto teh vrednot oziroma tega moralnega sporočila naše vere. Te vrednote bomo tudi podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil krščanskemu stežniku EKC, da smemo z oddajami Pot poti, pa tudi ostalimi krščanskimi seminami gostovati na krščanskem stežniku. Predvsem so te oddaje oziroma ta Božja beseda, ki prihaja med naše zdomce v tujini, zelo dragocena. Ste tudi tajnik Škofovske konference. Kako poteka vaše delo? Glede, tukaj bi recimo malo dopolnil. Jaz sem tajnik Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski Škofovski konferenci. Za moč naše gledalce in gledalke velja omeniti, da v Sloveniji imamo škofije, vendar te škofije so med seboj povezane v en organizem, ki se imenuje Škofovska konferenca. Predsednik Škofovske konference trenutno je ljubljanski nadškof monsinjor dr. Anton Stres. Znotraj te Škofovske konference delujejo različne komisije, ena izmed teh komisij je tudi Komisija pravičnosti in mir. In seveda tajnik te komisije, oziroma to vlogo tajnika te komisije upravljam sam že mislim, da kakih 5 let. Sam bi rad poudaril, ko ste me vprašali, kako poteka to delo, jaz bi rad najprej izpostavil to, da je to delo pogosto povezano dejansko samim poslanstvom komisije. Komisija posveča svoje delo promoviranju družbenega nauka cerkve, pravičnosti, miru, spoštovanja človeškega življenja. Na drugi strani seveda pa tudi v imenu cerkve spremlja družbeno, tudi politično dogajanje v naši državi in se seveda do njega opredeljuje. Zdaj, kako praktično izgleda tako delo, dejansko na en stran je to pravzaprav ena taka služba, ki zahteva kar celega človeka, spremljati treba dejansko družbeno dogajanje v naši državi. Na drugi strani je treba, ko je čas, ko je dejansko tudi sama cerkev to pričakuje, je treba pripraviti kakšne izjave. Hvala Bogu imamo v komisiji veliko število zelo dobrih članov in članic, ki nam pomagajo pri tem. Potem pa seveda ne nazadnje je pa delo Komisije pravičnosti in mir omejeno ne samo na Slovenijo, ampak tudi na tujino. Namreč Komisija pravičnosti in mir je članica tudi Evropske zveze Komisije pravičnosti in mir in imamo recimo tako 2-3 na leto imamo tudi mednarodne srečanja, ki se jih udeležujemo, ki dejansko tudi v odnosu do evropskih institucij spremljamo, promoviramo družbeni nauk cerkve.
sem vesel, da ste to našim gledalcem podajo pot poti spregovorili, kajti ne gledajo nas samo v Sloveniji, predvsem je tisti gledalci v tujini, pa tudi tisti, ki še niso spoznali Božje ljubezni in je prav, da podaja tudi o tem nekaj pove. Človek med zarodnimi in izvornimi celicami. To je naslov knjige, ki ste jo napisali, ali lahko morda nekaj več poveste o vsebini te knjige. Omenjena knjiga je pravzaprav knjiga, ki se nastane na mojo doktorsko nalogo. Ko sem namreč pred leti doktoriral, sem si posebej izbral eno zanimivo področje znotraj moralne teologije, gre namreč za področje bioetike. In da našim gledalcem in gledalkam lažje predstavim, kaj dejansko pomeni bioetika, gre za tisti del moralne teologije, ki se na prav poseben način posveča zelo aktualnim, modernim, predvsem pa etično zelo zanimivim problemom. To so recimo problemi kot na primer status nerejenega človeškega življenja, kdaj se pravzaprav začne človeško življenje, potem kako katoliška teologija gleda recimo na postopke umetne prekinitve nosečnosti, potem zdravljenja z biomedicinsko pomočjo, potem nadalje eutanazija, transplantacija oziroma presarje organov in tako naprej. Sam osebno sem se odločil, da bom za svojo specializacijo izbral temo izvornih celic. To so posebne celice telesa, ki so še nediferencirane, ki pa jih je možno izolirati in potem dejansko diferencirati v različne tipe celic, ki jih lahko potem uporabimo za zdravljenje. In gledajte, danes to področje sodi v kontekst regenerativne terapije, se pravi, gre za eno zelo perspektivno področje znotraj medicine za zdravljenje različnih bolezenskih stanj oziroma poškodb. Gre za to, da s pomočjo teh celic lahko ustvarimo rezervna tkiva ali pa celo organe, s katerimi seveda lahko pomagamo bolnikom. Zdaj, zakaj sem si izbral to področje? Razlog je v tem, ker je to področje povezano tudi z eno zelo pomembno etično dilemo ali pa z enim velikim problemom tudi v sami javnosti, namreč te celice lahko pridobimo iz telesa odraslega človeka, lahko jih najdemo v krvi popkovine novorojenega otroka in pa pridobimo jih lahko iz človeških zarodkov. Seveda problem je v tem, da če vzamemo te celice človeškega zarodka, da človeški zarodek tega odvzema ne preživi, seveda umre in v katoliški teologiji govorimo o splavu. To je seveda pa nedopustna stvar. Tako da samo osebno sem se prav posebej posvetil temu vprašanju. Gre za, mislim, da zelo aktualno vprašanje, tudi moče še 10-20 let bomo videli, kam bo šel pravzaprav razvoj. Se mi zdi pa pomembna stvar, da se dvigne zavest o nerejenem človeškem življenju tudi na tem področju in da se tudi v Sloveniji, pa tudi znotraj Evropske unije, da se podpre predvsem tisti razvoj, ki je etičen, ki je odgovoren tudi do tistih otrok oziroma ljudi, ki pač nimajo možnosti še, da bi lahko izrazili svoj interes oziroma da, mislim, ki želijo živeti. Ne? Ja, še naše gledalce podaja pot poti povabili naslednja oddaja, ker bomo govorili o nerojenih otrocih. V gosteh bomo v Pavlinskem samostanu na Hrvaškem, kjer bo predstojnik pater Marko veliko več tudi na to temo povedal. Mene pa še zanima, kaj menite za te splave oziroma abortuse in tako naprej. Je to kriva trenutno stanje ali so ljudje v neznanju? Ko je govora o sami umetni prekinitvi nosečnosti, bi sam od začetku dejal eno zelo pomembno stvar, ki mislim, da se moramo tudi mi znotraj cerkve zavedati. To pa je, da je danes veliko ljudi med nami, po mojih ocenah čez 200 000 v naši državi, ki imajo osebno izkušnjo s splavom. Se pravi, danes, ko govorimo o splavu, je treba pravzaprav biti zelo previden, obziren in spoštljiv do tistih ljudi, ki danes trpijo zaradi nekih odločitev v svoji mladosti, ki so pripeljali do prezgodnje smrti njihovih otrok. Ko je danes govora o tem, zakaj se danes ljudje odločajo za sam splav, jaz bi rad izpostavil, da je tukaj resnično na prvem mestu, tukaj se sami rekel, gre to nevednost. Naša družba pozna tabuje, eden od teh tabujev je prvo nerejeno človeško življenje, eden drug tabuje umetne prekinitev nosečnosti in tretji tabuje negativne posledice, ki so vezane na tovrstne postopke. In danes v naši državi, prav gotovo, ko je govora o splavu, je treba vedeti, da dejansko gre to za izjemno težka dejanja,
da žrtev splava ni samo nerojen otrok, ampak tudi mati, oče, stari starši, ko se zavejo, da je bil njihov vnuk ali vnukinja splavljen, potem so to bratje in sestre, potem so to zdravstveni delavci, ki morajo sodelovati pri teh postopkih in nazadnje mislim tudi cela naša država. Glede, pred dnevi smo lahko brali v časopisih, kako so v Kočevju združili 2 srednji šoli in je bilo zapisano v enem članku, da je bilo tam pred 10 leti, mislim, da 350 dijakov v obeh šolah, danes jih je, mislim, da 120. Zanimivo je, da danes v naši državi se ne upa vprašati, oziroma zastaviti vprašanja, kako to, da je prišlo do takšnega silovitega upadanja števila rojstev v zadnjih, recimo, 20-30 letih. Razlog je seveda ta, da ljudje popolnoma nekritično vstopajo tako v svet kontracepcije, kot v svet splava in na koncu, kot žrtev teh postopkov, veste, je tudi sama družba. In tudi danes ta ekonomska kriza, socialna kriza, danes ima marsikdaj svoj prav v našem neprimernem odnosu do nerejenega človeškega življenja. Da zaključim, sam menim, da je to področje izjemno aktualno, tudi katoliška cerkev, katoličani imamo zelo pomembno nalogo na tem področju. Prvič, da prebujemo smisel za nerejeno življenje in drugič, da ustvarimo jezik, s katerim bomo pomagali tudi tistim ljudem, ki dejansko nosijo to težko izkušnjo v svojem srcu in ki potrebujejo besede podpore, besede, s katerimi bodo lažje živeli v tem svetu. Seveda tukaj nočem reči, da katoličani odopravimo take postopke, ampak na drugi strani treba vedeti, da moramo delovati kot Kristus in Jezus Kristus veste, da v današnjem svetu, če bi bil namesto nas, bi gotovo prišel z velikim srcem, ki bi imel občutek tudi za ljudi, ki so težki stiski. In jaz verjamem, da velika večina žena, ki gredo na postopke umetne prekinitve nosečnosti, to storijo zaradi velike stiske, v kateri se znajdejo. Kako pa vidite vrednote v cerkvi danes? Glede, ko je govora danes o vrednotah, pogosto krat znotraj cerkve ali po javnosti, slišimo, da danes obstaja neka kriza vrednote, treba poiskati neke vrednote in tako naprej. Tukaj verjetno izpostavljamo najprej, da je treba poudariti, kaj sploh so vrednote. Vrednote so tiste vsebine, ki govorijo o tem, kaj je primerno in za kar se splača živeti. Vrednote so tisto, kar daje v smislu človeškemu življenju, tako na osebni ravni, kot tudi na kolektivni ravni celega naroda. Sam menim, da danes ni nobene krize vrednot. Vrednote niso nikoli v krizi, vrednote so znane že tisočletja, recimo vrednote spoštovanja človeškega življenja, prijateljstvo, ljubezen, gostoljubje, tako naprej. To so vrednote, ki pravzaprav jih pozna človeška zgodovina že zelo dolgo. Problem je seveda pa v tem, da pravzaprav mora vsaka generacija na novo odkriti vrednote. Tukaj seveda sem osebno zelo kritičen do našega šolskega sistema. Pripričan sem, da ta permisivna vzgoja, ta permisivni pogled na vzgojo otrok ne omogoča dovolj primernega prenosa vrednot iz ene generacije na drugo generacijo. Na drugi strani pa seveda, ko je govora o vrednotah, se mi zdi, da bi tudi znotraj same družbe mora dejansko promovirati vrednote, kot je recimo vrednota resnice, pravičnosti, solidarnosti. To je pa seveda naloga vseh odraslih ljudi, še zlasti pa politikov. Zakaj pravzaprav kristjani oziroma ljudje ne znamo ceniti duhovnih poklicev? Ko je govora o duhovnih poklicih, je težko se strinjati s tem stališčem. Vseeno mislim, da kristjani smo odprti tudi za duhovništvo, za duhovniško službo, za redovništvo in dejansko, če obiščete recimo nove marše po Sloveniji, vidite dejansko veliko ljudi, ki se iskreno veselijo tega. Prav tako je treba omeniti, da je tukaj izjemno veliko število kristjanov, mož in žena, ki pravzaprav skrito v svojem srcu molijo za nove duhovne poklice. Ko je danes govora o tem, kakšen je naš odnos do duhovnih poklicev, bi rad izpostavil, da pogostokrat merimo duhovne poklice po številu novih maršev. Jaz mislim, da to ni pravilno. Jaz menim, da vsak čas ima svoje zahteve in ima tudi svoje pričakovanje potem, koliko duhovnikov, redovnic pravzaprav ena katoliška skupnost potrebuje. Jaz verjamem, da recimo pred 100-120 leti recimo tudi v Ljubljani ni bilo veliko duhovnih poklicev. Pa je potem prišlo v obdobje, ko je bilo zelo veliko duhovnih poklicev, zlasti recimo v času po drugi svetovni vojni, ko smo resnično katoličani v enem zelo težkem položaju. In takrat je verjetno Bog želel, da imamo veliko duhovnikov. Danes pravzaprav vemo, da število
formalnih katoličanov upada, medtem ko se pa pribujajo zelo žive krščanske skupnosti tudi v Sloveniji, znotraj giba, znotraj zakonske skupine in tako naprej, ki pa seveda zahtevajo na eni strani duhovne poklice, seveda ne v takem številu kot v preteklosti, na drugi strani pa verjamem, da ta nov čas bo tudi ena zelo lepa priložnost tudi za laike, da dejansko tudi kot laiki prevzamejo nekatere službe ali nekatera poslanstva znotraj same cerkve. Tako da, ko je govor o duhovnih poklicih, jaz sem optimist in sam menim, da bolj kot število duhovnih poklicev je pomembna stvar kvaliteta duhovnih poklicev. Mi potrebujemo danes goreče duhovnike, ki so dobro izobraženi, ki se ne bojijo ljudi, ki z veseljem pripovedujejo znanje o Kristusa in ki so pripravljeni tudi za svoj duhovni poklic dejansko tudi se izpostaviti, včasih se soočati tudi s kakšnimi negativnimi posledicami v sodobni družbi. Jaz mislim, da biti duhovnik danes pomeni biti prerok, kot je najbolj plemeniten pomenu besede. Je pri tem potrebno tudi pomembno, da za svoje duhovnike tudi gledalci oziroma verniki morajo. Gotovo, jaz mislim, da je ta stvar obojestranska. En slovenski pregovor pravi, ko duhovniki vera gor in dol, in to je res. Je pa tudi res, tudi vera duhovnikov gre po ljudeh gor ali dol. Se pravi, jaz mislim, da gotovo smo kot kristjani vsi skupaj povezani v eno cerkev, tako laiki, redovniki, redovnice kot duhovniki. In jaz mislim, da zdaj ste v teh časih, ko se tudi slovenska cerkev sooča z različnimi izzivi, da to molitveno vez, pa tudi mogoče tudi čisto osebno vez med verniki in duhovniki še prav posebej krepimo. Ker je z nami tudi veliko gledalcev, ki še niso spoznali Božje ljubezni, je morda prav, da vas vprašam, da ste srečni, da delate v Jezusovem vinogradu. Poglejte, jaz mislim, da če bi se še enkrat odločil za poklice, bi se verjetno še enkrat odločil za isti poklic, verjetno še kakšno leto prej. Je pa res, da delati v Gospodnem vinogradu je na eni strani gotovo to zahtevna stvar, sploh v tem svetu, v katerem živimo, po drugi strani pa sam moram povedati, da moja izkušnja je, da je to tudi delo v vinogradu, kjer je veliko čudovitih ljudi. Ljudi, ki jih Bog pošlje, ki sprejmejo duhovnika, ki pomagajo, ki čutijo podobno in ki dejansko tvorijo tisto Božje ljudstvo, ki dejansko potuje iz preteklosti proti Božjemu kraljestvu v večnost. In jaz verjamem, da je duhovnik ena velika milost, ne samo za ljudi, za cerkev, ampak mislim, da tudi za same fante, može, ki se odločijo za ta poklic. Vsak duhovnik, ko se zaveda, da dejansko je orodje Božje ljubezni tega sveta, da dejansko po svojih besedah, po rokah dejansko posreduje Kristusa v ta svet, mislim, da to je ena zelo velika milost in dejansko ena velik zakrat, ki je nam zaupan. Jaz samo upam, da ga bom jaz in ostali duhovniki, da ga bomo primerno varovali, predvsem pa, da smo ohranili, predvsem pa, da ga bomo primerno delili ljudem okoli sebe. To ste zelo lepo povedali, kaj si pravdar, kot poti sem gostil veliko Jezusovih duhovnikov, ki morda nikoli ne bi prišli med male hrane in morda naši zdomci jih pa tudi župljani nikoli ne bi to dobro spoznali, kajti nikoli ne vemo, kakšna duhovnikova beseda, ki je pravzaprav Božja beseda, pride človeku, ko je duhovnik poti, ko išče življenje tudi prav. Kaj pravi Jezus o cerkvi, ki obstaja že 2000 let? Morda bi pa še jaz naših gledalcev vprašal, če se vprašajo, kaj bi naredili, če bi srečali Jezusa, oziroma kaj bi mu ponudili. Poglejte, kaj bi Jezus rekel o naši cerkvi, poglejte, treba vedeti, da Jezus sam ustanovil našo cerkev, dejal, da niti peklenska vrata ne bodo premagana. In jaz mislim, da v tem času, ko pravzaprav tudi včasih v medijih, v javnosti, cerkev ni, pa katoličani nismo vedno v najlepši luči prikazani, da se moramo zavedati, da to ni nič nenavadnega. Dejansko kot cerkev, kot kristjani delimo usodo Jezusa Kristusa in tako kot Jezus Kristus ni naletel samo na neko odobravanje v tedajni judovski družbi, tako tudi mi. Pripričan sem, da če bi družba in svet, v katerem mi danes živimo, izključno pozitivno gledala na katoličane in dejansko slavila Kristusa in cerkev in katoličane, takrat bi se sosedno zelo bal. Pripričan bi bil, da bi smo dejansko pozabili na svoje vrednote, na svoje versko sporočilo in smo se v nekem smislu prodali temu svetu. Treba vedeti, da vsak človek, ki hodi za Kristusom, cerkev, ki avtentično živi to versko izročilo, bo vedno dejansko vznemirjala sodobnike. Vedno bo dejansko nekje vznemirjala medije
razne družbene skupine in treba razumeti, da dejansko tudi, če dali se kot kristjani soočimo s kakšnimi kritikami in tako naprej, dejansko se tega ne smemo ustrašiti. To je pravzaprav znamenje, da smo na pravi poti. Ko je govor o tem, kaj bi Kristus naredil, ali kaj bi rekel recimo o naši cerkvi, pravzaprav kaj bi nam recimo rekel, kaj bi nam dejal, jaz bi tukaj rekel, da gotovo želi Jezus Kristus predvsem to, da bi bili podobni njemu samem, da bi dejansko dovolili, da bi Bog preko našega življenja, preko naših besed, dejanj vstopal v ta svet in pa, da bi resno sprejeli njegove besede, ko pravi ne bojte se. Pogosto, krat se kristjani bojimo tega sveta, bojimo se javno predstaviti svojo vero, bojimo se javno zavzeti za svoje vrednote in mislim, da nas Jezus svojim življenjskim zgledom vabi, da dejansko spregovorimo, da gremo v ta svet in da prinesemo to veselo oznanilo naše vere tudi našim sodobnikom, ljudem, s katerimi moče delamo na delovnem mestu, se srečujemo na cesti, so to naši sosede, moče celo to naši sorodniki. Zanimivo se mi zdi, da če pogledamo tudi oddaje Pot poti, ker vsaka oddaja, ki se začne snemati, se začne za Sveto mašo in je oddaja precej gledana, ne da bi se hvalil, ampak predvsem je dosti gledalcev, ki še niso spoznali Božje besede, ampak ljudje se radi sedejo pred male ekrane in poslušajo duhovnike. To se pravi, če malo oddaja oziroma Božja beseda zna govoriti človeka, potem verjetno tudi tisti zamere, ki pridejo ali z drugačnega duhovnika, oziroma ker so pač tudi ljudje in se tudi to zgodi. Tukaj pravzaprav bi samo to dodala, da mi danes v slovenski družbi živimo zelo zanimivo nekako versko življenje. Treba vedeti, da večina prebivalcev Slovenije so kristjani. Res pa je, da zaradi zgodovine zadnjih desetletij, sploh temu druge svetovne vojne naprej, pa tudi zdaj znotraj demokracije, te demokratične družbe, da mnogi ljudje pravzaprav imajo velike pomisleke pred tem, da bi živeli svojo vero znotraj recimo cerkve, znotraj župnije, znotraj nekih gibanj in tako naprej. Pogosto pa ti ljudje vseeno iščejo Kristusa, iščejo duhovnost in tukaj menim, da imate zelo veliko poslanstvo ravno novinarji, moče tudi katoliški mediji, take oddaje, da dejansko spregovorite o Božji besedi, o Kristusu, o cerkvi, o naši umetnosti, kulturi in dejansko tudi tem ljudem date možnost, ali pa damo ljudem možnost, da dejansko se preko tega načina komunikacije seznanijo s Kristusom. Jaz mislim, da je cerkev poklicana, da oznanja Kristusa na vse načine. Vse lepe, etično, primerne načine in gotovo to je neka preprosta beseda znotraj cerkve. To je mogoče zgled recimo Petra Opekina v Madagaskarju, recimo zgled ljubezni, solidarnosti in obstaja tukaj seveda tudi področje interneta, področje televizije in medijev, kamor se mi zdi, da moramo tudi kristjani pogumno vstopati in dejansko pogumno spregovoriti o Kristusu. Jaz mislim, da ta svet, v katerem pravzaprav naše generacije so vedno bolj upete v internet, v te komunikacije, Facebook, Twitter in tako naprej, da moramo kot kristjani resnično vstopati, pripraviti kvalitetne programe in dejansko omogočiti ljudem, da tudi preko tega sveta vstopajo v svet Jezusa Kristusa, Božje ljubezni, zakrmentov naše zgodovine, naše tradicije. To ste zelo lepo povedali, jaz da bodo tem mislim tudi nagovorili naše gledalce, predvsem tiste mlajše. Kako vidite krščansko družino? Glede, ko je govor o krščanski družini, si seveda samo osebno spomnim zdaj na nedavne velike razprave v naši družbi okoli družinskega zakonika. Velikokrat so zagovorniki istospolnih porok trdili, da gre tukaj za neko krščansko družino in tako naprej. Jaz sem vedno, če se torej mogoče sem izpostavil, da krščanske družine, resno pravzaprav ni obstaja, samo družina, to je skupnost moškega, ženske, če je možno tudi otrok. Treba vedeti, da ta vrednota družine je univerzalna, poznamo jo tako kristjani kot muslimani, judje, hindujci. Pravzaprav to je univerzalna vrednota, ki jo je človeštvo odkrilo tekom svoje zgodovine. Zanimivo je tudi to, da družine nismo izumili ljudje, ampak dejansko je položena v človekovo naravo. In kot danes kažejo izsledki sociologije, psihologije, različnih teh empiričnih znanosti, je ravno družina moškega in ženske najboljše okolje tako za življenje odraslih ljudi, kot za posedovanje otrok in pa za vzgojo samih otrok.
Za nas kristjani, ko smo bili krščanska družina, bi poudaril še to, da je tako okolje najbolj primerno tudi za prenos vere iz ene generacije na drugo generacijo. Ko je govora o družini, znotraj katoliške cerkve je bilo izpostavil, da se treba zavedati, da smo mi danes pod zelo velikim vplivom sekularne družbe, da pogostokrat naši otroci ne dobivajo ustreznih informacij ali pa zgledov, kaj dejansko pomeni družina. Zato je izjemnega pomena, da dejansko tudi znotraj cerkve, znotraj recimo kateheze, znotraj naših medijev, posredujemo ljudem informacije o tem, zakaj je primerno, da človek komplikuje svojo družino, zakaj je družinsko življenje pozitivno, zakaj biti starš, biti oče ali mama pomeni izpolnitev enega zelo pomembnega poklica v svojem življenju. To se mi zdi to pomembna stvar, ker danes v tem svetu, v katerem živimo, se zdi, kot da je družina takole v medijih pravzaprav ena celica, kjer se krati človekove pravice ženskam, kjer je doma nasilje, ki se pogosto konča v ločitvi in tako naprej. To je izkrivljena podoba in mislim, da moramo kristjani to zavrti. Na koncu bi dejal samo še eno misel. Ko govorimo o kristjani o družini, je pa treba poudariti, da se pogostokrat ljudje tudi znotraj cerkve soočamo z ljudmi, ki pa ne živijo tega ideala družine. Treba vedeti, to so ljudje, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih, mogoče so to neporočeni, mogoče so to razporočeni, ponovno poročeni in tako naprej. Vsem tem ljudem je treba povedati, da smo vsi poklicani k občestvu z Bogom, da je treba poudariti, da imajo tudi oni mesto v cerkvi, da pa so seveda povabljeni, da, kolikor je to mogoče, da sami odkrijo ta ideal družinskega življenja, če je mogoče, da ga tudi v svojem življenju vzpostavlja. Podpoti sem gostil veliko družin, tistih za trdno gorečo vero in mislim, da če Bog da, da jih bom še tudi več. Kako kot duhovnik vidite stanje v mariborski nadškofiji? Ko je govora o položaju v mariborski nadškofiji, še zlasti v povezavi z finančnim poslovanjem in pa finančnim zlomom v okviru zvona 1 in zvona 2, teh dveh skladov in pa gospodarstva rast, bi rad osebno poudaril, da sem jaz osebno prizadet. Menim, da to, kar se je zgodilo, gotovo ni lepo in to je ena velika preizkušnja za celotno slovensko cerkev, še prav posebej pa za vse katoličani, ki živijo v mariborski nadškofiji, kot tudi za samega mariborskega nadškofa in tamkajšnje župnike in duhovnike. Sam osebno menim, da sedaj, ko smo prišli do tega, je pomembno stvar, da se o teh stvarih pogovorimo na primeren način, po možnosti znotraj cerkve, ne da gremo v neke javne civilne medije, ki pogostokrat ravno to tragedijo izkoriščajo za to, da obračunavajo s cerkvijo, izvajajo neko kulturni ideološki boj zoper kristjane. Se pravi, tega se treba izogibati. Menim pa, da dialog o tem, kakšno je primerno finančno poslovanje naše verske skupnosti, kaj je etično, kaj je primerno, se mi zdi pa, da je to prav in ključnega pomena, da v prihodnosti kot katoličani v Sloveniji ne bi ponovili to vrste napake, vsaj tisti, ki dejansko razpolagajo s cerkvenimi financami. Druga stvar, ki bi izpostavil, je pa ta, da danes pogostokrat, ko je govora o tej situaciji v Mariboru, si ljudje zastavljamo vprašanje, kdo je kriv, kdo je odgovoren, a so že kaznovani in tako naprej. Kot sam tako daleč poznam situacijo v Mariboru, mislim, da je treba biti tukaj stvaren in realen. Treba je tudi, ko je govora o krivdi, postopati previdno, ravno zaradi tega, da ne bi cerkev delala še nekih novih napak in presedala neke nove krivice. Vsak človek ima pravico tudi, da obrazloži svoje dejanja, da tudi pojasni svoje stališča v preteklosti. Na drugi strani pa je v okviru tega realnega pogleda na te razmere v Mariboru tudi treba vedeti, da je treba dejansko tudi najti eno rešitev. V Mariboru trenutno v okviru nadškofije poteka zelo huda finančna kriza in sam mislim, da je treba pomagati mariborski nadškofiji prvič že na tem področju, da bo lahko pridobila nazaj svoje premoženje, ki je zastavljeno in ki bo verjetno šlo na dražbo in ki ga bo z nekaj časa izgubila. Treba dejansko razmisliti, kako pravzaprav recimo kupiti nazaj recimo nadškofijski dvorec, potem recimo Vrbanska, ta šolski center, ki dejansko je izjemnega pomena
ne samo za te otroke, ki se tam šolajo, njihove starše, ampak dejansko tudi za samo škofijo, za samo slovensko cerkev. Se pravi, treba tukaj predvsem biti zelo stvaren, realen in pa, kar je treba poudariti, vedeti je treba, da je vsaka kriza, tudi ta kriza v Mariboru, lahko ena zelo lepa priložnost, da kot kristjani poglobimo svojo vero. Treba vedeti, da je zelo lepo biti član cerkve, takrat, ko je vse lepo, ko vsi ploskajo in tako naprej. Ko pa pravzaprav se cerkev sooči za neko preizkušnjo, je pa to priložnost, da dejansko tudi sami sebe vprašamo, kaj nam pomeni cerkev, kaj nam pomeni vera in pa dejansko, da v tem kontekstu poglobimo tudi svoje duhovno življenje, naše nedosebne vezi znotraj cerkve. Jaz mislim, da je to tisto, kar cerkev danes najbolj potrebuje. Sam posebno, ko sem pripravljal tole oddajo, sem razmišljal, da takole govoriti od nadškofa Kramberga o ekonomu Kraševca in tako naprej, kajti oba dva sta velikokrat pomagala, saj v oddaji pod poti, ko sem pripravljal, bil gost v naših knjigah, kjer so se ukvarjali s finančnimi zadevami, to se pravi od obnovo strehe, cerkve in tako naprej, Tolče in tako naprej, ko z bankami tako ni bilo, ampak se še vedno najdla rešitelj. Prav, da rečemo, da ni vse tisto, kar vidimo v medijih, ampak da je treba tudi videti dobre stvari in morda začeti z molitvijo, z gorečo vero in z Božjo pomočjo bodo se verjetno tudi te stvari rešile, da bodo tudi Bogu všečni tudi ljudem. Res je, jaz mislim, da je gotovo vsaka taka kriza priložnost, da za duhovno prenovo ljudi, vernikov, vere, tudi mislim, da tudi same škofije, tudi zato, da premisli, kako pravzaprav je finančno poslovala v preteklosti, kako bo pa zdaj v prihodnosti. In pa res tudi, da moramo biti kot kristjani tudi zelo stvarni. Treba vedeti, da situacija, kakršna je, ni enostavna, je težka in treba seveda tukaj raziskati, kakšno pravzaprav je trenutno finančno stanje, treba poiskati neprimerne rešitve. Mogoče treba tudi narediti en program, kako pravzaprav nadškofija dejansko pelje svoje programe v taki težki situaciji. Se pravi, na eni strani pomembna stvar je duhovno življenje, na drugi strani seveda pa tudi čisto eno realno operativno delo, ki ga seveda potrebuje cerkev. Cerkev namreč ni samo duhovna institucija, ampak je dejansko tudi zemeljska institucija. Veste, da ima cerkev tudi šolsko, socialno poslanstvo, karitativno poslanstvo in zato seveda potrebuje nekatere materialne osnove. Zato je pomembno, da Slovenske Katoličane, da imamo take škofije, pa tako mariborsko nadškofijo, ki bo operativna, ki bo dejansko izvrševala svoje poslanstvo. In pomembno je, da čim prej znotraj cerkve najdemo rešitev za nastale razmere mariborske nadškofije in pa da res gremo z enim optimizmom naprej v prihodnost. Treba vedeti, da še tako velik škandal, še tako velike stiske ne morajo uničiti cerkve. In jaz verjamem, da bo cerkev preživela tako mariborsko finančno krizo, kot kakšno drugo krizo, samo preko teh kriz bo postala še bolj očiščena in nekaj smislu še bolj modra in pa previdnejša. Po oddaji Pod poti tudi gledalci mi pošiljajo vprašanja. Eno izmed vprašanj je, ali je prav, da je cerkev prostor za politične govore? Glede, to je ena stvar, ki zlasti v Sloveniji, včasih v nekaterih krogih, političnih krogih vzbuja nekakšno vznemirjenje. Jaz bi tukaj izpostavil, da po naši ustavi je cerkev ločena od države, ne pa od politike in pa javnega življenja. Cerkev ima dolžnost, da se tudi v javnosti oglaša, predstavlja svoje poglede in stališča, tudi do družbenih vprašanj, zlasti tisti, ki so pomembni za celotno družbo. Recimo, da ne bomo abstraktni, recimo področje vrednote družine je izjemno pomembna stvar. Od tega je odvisna dejansko usoda samega naroda, ali bo narod dejansko na družbeni ravni preživel, ali bo promoviral tako obliko skupnega življenja, ki bo dejansko omogočil narodu preživeti, ali pa bo dejansko šel in sprejel neke socialne eksperimente na otrocih in na področju družbe, ki se lahko zelo klavrno končajo. In glede, cerkev ima dolžnost, da se oglaša recimo o vprašanju družine, o vprašanju miru, pravičnosti, o vprašanje recimo človeškega življenja in tako naprej. Zanimivo je, da tisti ljudje, recimo, ki imajo največ pomislekov recimo o tem, ali nas se cerkev oglaša v javnosti o družbenih temah, da so to ljudje, ki pogostokrat so kritični do cerkve, recimo, da se ni dovolj oglašalo recimo v primeru druge svetovne vojne, ni dovolj recimo obsodila nacizma in tako naprej. Dejansko tudi recimo ljudje, ki niso verni, pričakujejo od cerkve, da javno recimo izrazi neko nestrinjanje z neko ideologijo, ki je recimo protiživljenjska.
Prav tako recimo mnogi ljudje, verni in neverni, cenijo recimo prispevek cerkve, recimo na področju osamosvojitve Slovenije, na področju prehoda iz prejšnjega socialističnega komunističnega sistema v demokracijo. Če bi marsikdo pravzaprav bi tiste besede, ki jih je cerkev takrat izrekla, bi rekel, da je to dejansko gre za vmešavanje cerkev v politiko. Dejansko pa pravzaprav šlo samo za to, da kot kristjani, kot verska skupnost, kot skupina državljanov Republike Slovenije, treba vedeti, tudi nadškofi so državljani Republike Slovenije, duhovniki smo državljani Republike Slovenije, vsi katoličani imamo potne liste naše države in smo seveda odgovorni za to državo. In imamo seveda tudi dolžnost, da v javnosti predstavimo svoje vrednote, pa tudi svoje poglede, svoje rešitve za probleme ali pa situacije, v katerih se naš narod oziroma država nahaja. Velikokrat se premalo zavedamo, kaj pravzaprav molitev je. Jaz bi morda podelil tole misel z našimi gledalci pred 3 leti, ko sem vas želel povabiti v oddajo Pot poti pred 3 leti. Do sedaj smo molili in sedaj smo vas tudi dobili v oddajo. To je samo tok kot ena replika na vprašanje, ki jo bom dal. Kaj vam pomeni molitev in sveta maša? Vete, ko je govora o molitvi sveti maši, pravzaprav splošno o duhovnem življenju, bi rad izpostavil, da je vsak kristjan povabljen, da poišče, odkrije tisto pot osebnega prijateljskega odnosa z Bogom, ki mu je dejansko Bog namenil. Sam osebno razumem molitev in sveto mašo predvsem kot en velik privilegij, kot en velik dar, ki je dan mojemu življenju, zato, da se osebno srečam s Bogom, s Kristusom, na drugi strani pa tudi, da svojo življenjsko zgodbo ne živim samo jaz sama, pa dejansko prepletam z Božjo ljubeznijo. Sam osebno mislim, da je vera en izjemen dar, ki ga lahko človek ima, ohrani, ki ga lahko živi v svojem življenju in ki dejansko človeku omogoča ne samo lažje prebresti, morebiti kakšne težke situacije v življenju, ampak dejansko omogoča tudi, da človek lažje odkrije smisel življenja, je notranje izpopolnen, vidi smisel svojih dejanj, vidi, da dejansko naše življenje ni omejeno samo na teh nekaj let tega zemeljskega življenja, pa dejansko da se razteza tudi v samo večnost. In samo osebno menim, da je sveta maša molitev ena zelo lepa, zelo velik dar, ki mi omogoča, da vstopam že danes in tega sveta v občestvo svetnikov, v občestvo Boga in da dejansko iz tega občestva črpam navdihe, moč in vezen, zato da sem v tem svetu boljši človek in pa bolj svet kristjan. In to se mi zdi zelo pomembna stvar. Treba vedeti, da vera brez dela je mrtva in naša vera, naš oseben odnos mora na koncu vedno rezultirati tudi v konkretnih dejanjih. In ta dejanja, veste, da so tista, ki so skladna z življenjsko zgodbo Jezusa Kristusa, to so dejanja ljubezni, odpuščanja, miru, spoštovanja, pa tudi tega preroškega poguma, k čemu nas vabi tako Jezus Kristus v svojem življenju, kot tudi recimo papež Jan Pavel II, sedanji papež Benedikt XVI. Biti kristjan pomeni razmišljati kritično do družbe, biti ponosen na svojo vero, na svojo kulturo, biti dejansko spoštljiv do drugih ljudi in pa biti zelo razumevajoč do tistih ljudi, ki dejansko v svojem življenju nimajo te sreče, da bi odkrili vero pa Boga, ali pa moče se to vero izgubiti zaradi takih drugačnih razlogov. Vera je tudi dar in prav je, da povabim v svoje srce Jezusa, kajti če bi vedeli, kaj pravzaprav sveta maša je, bi bile cerkve polno navite, polno, tako tudi nekateri svetniki mluvijo. Res je, veste kaj, če bi dejansko ljudje tudi, ko gremo k sveti maši, se na to sveto mašo tudi pripravljali. Treba vedeti, da pogosto, kad ljudje grejo k sveti maši, dejansko z neke tradicije, z neke navade in tako naprej. Ampak vedete, ideala, k čemu smo povabljeni, je pa ta, da bi dejansko vsak kristjan, tako kot duhovnik, se dejansko na mašo pripravil, prebral svetopisanski odlomek, se tisto nedeljo ali tisto mašo, razmislil o tem odlomku in potem dejansko, recimo pri nedeljski sveti maši primerjal tisto sporočilo, ki ga človek sam odkrije v svetem pismu, dejansko za besedami duhovnika. Poleg tega se mi zdi pomembna stvar, da ko človek gre k sveti maši, da gre z določenim namenom, ne si bodi, da prosimo Boga za kakšno stvar, ne si bodi, da se mu zahvaljujemo ali pa da ga preprosto slavimo. To se mi zdi pomembna stvar, ker samo na ta način resnično sveta maša lahko postane kraj, ker se človek osebno sreča s Bogom. In to je pa tudi tisto, kar največ šteje pri vsaki sveti daritvi.
Ker daje pot potih poteka tudi v hrvaškem govornem jeziku, zakaj se v Sloveniji bojimo v večini primerov pozdravljati z krščanskimi pozdravi? Na Hrvaškem Hercegovini je celo nedopustno, da je človek, ki je kristjan, da ne pozdravi svojim Jezus in Marija, ali se v Sloveniji tega sramujemo, ali smo to navado pozabili? Mislim, kaj smo moče ne bi bilo tako kritični do Slovenije. Mislim, treba vedeti, da tukaj vseeno obstaja eno kulturno okolje, kulturno izročilo, ki je bilo seveda izpostavljeno različnim pritiskom v naši polpretekli zgodovini. Treba vedeti, da smo živeli v družbi, ki je bila formalno ki je promovirala ateizem, tudi danes v demokraciji. Treba vedeti, da naš šolski sistem, naša družba nekaj da preveč naklonjeno na neko večjo vlogo religije v javnem prostoru. Zdaj, ko je govora o teh pozdravih, zdaj so primeri ali niso primeri, oziroma kaj narediti za to, da bi krščanstvo bilo tudi navzven bolj vidno, to je seveda vprašanje našega odnosa do krščanskih simbolov, do recimo križa okoli vratu, do tega, kako praznujemo praznike, ali gremo k sveti maši, ali zmorimo pred jedjo ali pa po jedi. Vedete, to so stvari, gotovo, ki so pomembne za nas kristjane, pomembno tudi, da vsak izmed nas naredi en korak v tej smeri, da dejansko se zaveda, da s temi preprostimi dejanji dejansko oznanjamo Kristusa, na drugi strani pa tudi krepimo našo osebno identiteto, krščansko identiteto vsega tega sveta. Pogosto, kad veste, kaj ljudje rečejo, da moramo biti kot kristjani, moramo predvsem pričevati z izgledom. Ne smemo nikoli govoriti o Kristusu, nikoli ne smemo nekaj smislu, neke svoje vrednote vsiljati v drugim ljudem. Veste, če bi to bilo res, potem bi apostola Petra verjetno našel v Kafarnaumu, kako bi tam živel v eni hiši, pa dejansko bi tam z nekim svojim zgledom oznanjeval Kristusa. Prav tako bi recimo apostola Pavla ne bi srečal v Grčiji, v Italiji, ne vem, na ozemlju današnje Turčije, ampak verjetno bi ga našel v kakšnem bazenu v mestu Tarzis, kjer bi dejansko tam živel v luksuzu, on je namreč bil iz zelo bogate družine, in bi dejansko z nekim svojim zgledom oznanil Kristusa. Vedete, te stvari ne držijo. Kristjani, če hočemo oznanjati vero, dejansko smo povabljeni k temu, da osvojimo takšen življenjski slog, da bomo tudi z našim življenjem dejansko oznanjali vero v Kristusa. In tukaj moramo biti pogumni, moramo dejansko se zavedati od svojih pravic. Po našem stavu imamo pravico do verskega življenja tudi v javnosti, imamo pravico tudi do tega, da imamo svoje križe, svoje verske simbole, ki jih lahko nosimo v javnosti. Po drugi strani pa je treba vedeti, da moramo biti tudi spoštljivi do drugačnih ljudi, do drugače vernih ljudi, do ateistov in tako naprej. Tukaj pa je treba vedeti, da pogostokrat lahko tudi v nekem smislu lahko kakšnega človeka postavimo v neko neugodno situacijo. Tako da treba biti nekaj takten, obziren, spoštljiv in jaz verjamem, da če človek temu sledi, najde tudi primerne rešitve za konkretne življenjske situacije, kako se ne odloča, kako tudi pozdravlja, kako tudi izkazuje svojo delo. Morda bi bilo prav, da bi duhovniki v javnosti nosili svoje duhovniške oblike, tudi redovniki, redovnice. Pavlit, kaj je vaše mnenje? Glede, pogostokrat se tudi v mojem osebnem konkretnem primeru soočam z dilemo, ali naj nosim habit, ali nosim kolar, ali nosim neka duhovniška znanja, ali pa ne. Tukaj je izpostavil, da tisti, ki imamo malo izkušnje z našimi sekularnimi, civilnimi mediji, se zavedamo, da razmere pri nas še niso običajne, normalne, tako kot nekih drugih demokratičnih državah. Treba poudariti, da ko je govora o cerkvi, ko je govora o naših vrednotah, o teh etičnih, moralno-etičnih dilemah v javnosti, da pravzaprav človek nikoli ne ve, kakšen scenarij imajo novinarji, kakšen scenarij, kakšne namene imajo televizijske hiše, ki želijo opraviti nek intervju. Tako da sam osebno sem pri tej stvari zelo previden in vedno v nekem smislu razmišljam mogoče tiste slabem scenariju, ko bi pravzaprav v rekovajih, recimo jaz kot pater Tadej Strehovec pogovoril pred televizijsko kamero na nekem soočenju. V takem primeru seveda si želim, da pogovorim na rekovajih samo jaz, kot Tadej Strehovec, ne pa da z menoj pogovorijo še frančiškani in še sama cerkev. Tako da recimo, ko grem v neke take vdaje, imam to v mislih in se pogosto kot odločim, da dejansko tudi v civilu, dejansko v take vdaje. Pripričan sem, da na ta način lahko moje sporočilo doseže večje število ljudi v naši družbi in pa predvsem prepreči to vrstne tveganja, ki sem jih prej omenil. Če pa gre recimo za neke oddaje, za neke dogodke v javnosti, ki pa so izrazito verskega značaja, pa recimo, ki so bolj
povezani recimo z našim poslanstvom na področju solidarnosti, socialne pravičnosti in tako naprej, pomeni, da je tudi verska obleka lahko en zelo primeren način, kako pravzaprav duhovniki danes pričujemo za svoj stil življenja, kako redovnice pričujejo dejansko za našo vero. In to se mi zdi pomembna stvar in verjamem, da tudi v prihodnosti, ko bo družba postala moče malo bolj tolerantna do kristjanov, da bo tudi, se bomo tudi duhovniki, redovnice lažje odločili tudi za tako pričevanje. Kaj menite o moralnih vrednotah v Sloveniji? Kaj bi se dalo še narediti? Morda se približati tistim, ki še niso spoznali Božje ljubezni? Kajti sam osebno po svojih izkušnjah, ko se oddaja začne, oziroma ko govorim, začnemo oddaja za sveto mašo, za celim rožnjevencem, ne opažam tistega nasprotja, niti v Sloveniji, niti v Hrvaškem, ampak sem povsod sprejet. Kaj bi se dalo tukaj narediti? Vete, ko je govora o moralnih vrednotah v Sloveniji, menim, da je sedaj prišel en čas, prezapovilostni čas te socialne ekonomske krize, ki je seveda zelo težka za številne ljudi, zlasti tisti, ki so v težkem socialnem stanju. Po drugi strani pa seveda taka kriza omogoča, pa spodbuja ljudi, da se nastavijo vprašanje o teh temeljnih moralnih vrednotah. Treba vedeti, da ta kriza, socialna ekonomska kriza, ni nastala zaradi tega, ker bi ljudje bili pošteni, ali pa ker je bilo premalo denarja na tem svetu, premalo materialnih dobrin, ampak zato, ker so ljudje, ki so razpolagali za enormno ekonomsko močjo, pozabili na temeljne etične vrednote, na temeljno moralo, na temeljno, kaj bi ste mu rekel, recimo na poštenje, na pravičnost in tako naprej. Se pravi, zelo pomembna stvar je, da kot naša družba, tudi kot kristjani, da ponovno odkrijemo vrednote, da dejansko vemo, da naša vera ni samo molitev Oče naš, ampak dejansko, da to pomeni tudi, da živimo po vrednotah pravičnosti, solidarnosti, da gojimo gostoljubje, da smo pozorni do ubogih, da spoštujemo človeško življenje spočetje do naravne smrti, da se zavzemamo za družino in tako naprej. To so te naše temeljne vrednote in pomembno je, da o teh stvarih ponovno javno spregovorimo. Sam menimo, da tudi v cerkvi smo premalo govorili o vrednotah. Mogoče ta zgodba v Mariboru, v Mariborski nadškofiji, ki ste prej omenili, mogoče je to tudi posledica tega, da smo premalo govorili o vrednotah, o pravičnosti, solidarnosti, enem etično primernem načinu gospodarjenja znotraj cerkve. Vse te stvari smo premalo govorili tudi znotraj cerkve. Menim, da tudi zdaj pred nami se odpira čas, ko je prav, da govorimo več o teh vrednotah, da jih dejansko skušamo uresničevati v svojem življenju. In kar je pomembna stvar tudi, da se zavzemamo, da bodo te vrednote še bolj integrirane v naš zakonodajni sistem in pa v naše šole. In tukaj mislim, da imamo kristjani zelo pomembno mesto. Jaz verjamem, da krščanski starši lahko v šolah, recimo na sveti staršev, na govorilnih urah, lahko marsikdaj spodbudijo tudi učitelje, tudi šolski sistem k temu, da dejansko da večjo pozornost, več časa dejansko za te vrednote, brez katerih pravzaprav družba ali pa država ne more preživeti. Treba vedeti, da Slovenija bo preživela samo, kolikor bo dejansko živela te temeljne vrednote. Kolikor dejansko pa bomo dejansko eksperimentirali z vrednotami, dejansko živeli, recimo vzpostavili še naprej imeli zakonodajni sistem, ki dejansko omogoča, da lahko nekateri ljudi izigravajo ta zakonodajni sistem, seveda, taka primera pa seveda država propada. Nekaj na to, gledajte, pa sam menim, da moramo biti optimisti, začeti bomo pravzaprav sami pri sebi, potem pa verjamem, da če bomo kristjani začeli bolj moralno pa etično živeti, verjamem, da bo tudi družba potem v celoti nam sledila. Enkrat se spomnim, da mi je en neveden človek dejal, vi to govorite o vrednotah, pa kako bi morala naša država živeti, vi sami se spreobrnete, začnite živeti to, kar oznanjate in boste videli, cela družba vam bo sledila. Vse na zadnje v Sloveniji je kristjanov med 70-80%. Predvsem pa Bog daj, da bi bili kristjani bolj enotni, pa da bi morda sledili svetemu Frančišku, pa raznim ostalim svetnikom. Kaj bi na koncu oddaje poti položili srce našim gledalcem? Jaz bi gledalcem in gledalkam položil na srce tisto, kar bi tudi samo sebi položil na srce. In to pa je, da moramo biti kot kristjani ponosni na svojo vero. Drugič, da v svetu, v katerem živimo, se moramo zavedati, da ta svet ni slab, ampak v bistvu dober in da smo poklicani v ta svet, da vanga ponesemo vero v Jezusa Kristusa
In tretja stvar je, da smo ponosni in pa pogumni preroki srednjega sveta. Treba vedeti, da kristjani nismo ljudje, ki bi po narekovajih tudi res volkovi. Francoski akademik René Girard je nekaj zapisal, da smo kristjani ljudje, ki imamo pogum, da razmišljamo drugače kot večina ljudi. In jaz mislim, da moramo biti kot kristjani, tudi znotraj Slovenije, tisti ljudje, ki dejansko znamo biti na eni strani kritični, na drugi strani znamo biti konstruktivni, predvsem znamo biti pa tisti, ki tudi s svojim življenjskim zgledom znamo dejansko pokazati na vrednoto vere, solidarnosti, pravičnosti, ljubezni do najbolj ubogih in pa trpečih. Jaz menim, da se naša življenjska zgodba vsakega izmed nas se na koncu časa ne bo merila po tem, kaj vse smo v življenju pridobili, v materialnem pomenu besede, tudi ne, kaj vse smo v nekem smislu v naravni karijere dosegli, ampak predvsem po tem, koliko ljubezni smo izkazali Bogu in pa koliko ljubezni smo izkazali našim bližnjim, še zlasti tistim, ki so v kakršnokoli stiski. In ta finančno-ekonomska kriza, v kateri smo trenutno, mislim, da je nas dolima priložnost, da ukrepimo to solidarnost, ljubezen, tako znotraj naših družin, širšega sorodstva, potem znotraj naših župni, pa tudi znotraj naše države. Jaz se vam ob koncu oddaje Podpoti zahvaljujem, da ste podelili te misli z našim gledalcem oddaje Podpoti. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova. Ostanite še naprej v službi Jezusa Kristusa, v službi krščanske Jezusove slovenske cerkve. Bodimo ponosni, da smo kristjani. Poslavljam se vam pa z tistim lepim krščanskim pozdravom, ki je tudi vaš frančiškanski mir in dobro. Ja, najlepša hvala tako na koncu tudi vam za to lepo vabilo, za potrpežljivost, da smo se končno posrečali. Vesel sem te oddaje, mislim, da lahko tudi preko interneta, preko teh sodobnih medijev lahko nagovorimo ljudi, ne samo v Sloveniji, pa tudi v tujini. In ne samo si želim, da bi se še kdaj srečali, da bi še kakšno besedo rekli o teh pomembnih vsebinah, kot je bilo tudi danes to rečeno. Tako da želim biti blagoslovljen, kot ste rekli, da nudim dobro vam in pa gledalkam vaše oddaje. Pokloni. Hvala. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z Ljubljane z tistim krščanskim pozdravom Hvaljen Jezus in Marija do naslednjega snidenja v oddaji Podpoti, ko bomo v Pavlinskem samostanu na Hrvaškem. Zagotovo morate biti v družbi naše televizije in vodimo in živimo ljubezen.